od moje pameti. Pozdravil bi gospoda in gospo in vse prisotne. Skratka, vesel sem, da je toliko mladih med nami in ta komad sem napisal po inspiraciji vseh mojih bližnjih sorodnikov, tako da prosim za posluh in to je to. Glasba, prosim. Če pa ni glasbe, sem pa znam biti zelo glasen, tako da me boste vsi slišali. Počas. Ostajam kritično pero za politično telo, poslušaj lirično zlato, moš vedeti, ni vse zlato, ni vse lepo. Rizično je to, a za delavce ne bo. Dela se za vikend, dela se za praznik, dela se za minimalca, obirate privatnik, neplačane nadure, dela se ob malci, delaš, da zaslužiš, ne pozna se ti preplači. Drugač družba te požre, vedno hotel bodo še, nočem zvenet kapotar, poslušaj moje mnenje, videl boš popisal list, za katerim je življenje. Dela se za vikend, dela se za praznik, dela se za minimalca, obirate privatnik, neplačane nadure, dela se ob malci, delaš, da zaslužiš, ne pozna se ti preplači. Dela se za praznik, dela se za minimalca, obirate privatnik, neplačane nadure, dela se ob malci, delaš, da zaslužiš, ne pozna se ti preplači. Pa nej, čim prej, srečajo se z grobom, vsi, ki niso plačali delavcom delovno dobo, imeli zvestobo do poletja, niso imeli poletja, ne časa za družino, ko so ubijali se od dela, skrivali bolečino, niso hoteli na bolniško. Vprašal mamo sem zakaj, ker plačo dobim nizko. Ta komad je za ljudi, ker jih ne slišiš jamrat, heroji borbe časa za otroke morajo garbat. Ne bom govoril dvakrat, ljudem, ki se borijo, jezik je zavezan, oči njih spregovorijo. Vzeli so nam pravice, ubili dostojanstvo, rabimo pošten folk, ne pa veze in poznanstvo. Pričal mi je Bog, vsak od nas je gladiator, ko te stisnejo v kot, zaprejo te v blok. Vsak od nas je X-faktor, dajem dol ven kapo, ne živi 1. maj, vi ste upanje in zakon. Dela se za vikend, dela se za praznik, dela se za minimalca, obirate privatnik, neplačane nadure, dela se ob malci, delaš, da zaslužiš, ne pozna se ti preplači. Dela se za vikend, dela se za praznik, dela se za minimalca, obirate privatnik, neplačane nadure, dela se ob malci, delaš, da zaslužiš, ne pozna se ti preplači. Ko se zbujaš v samotno jutro, vsako jutro, včasih bi se zjokal, ko si mažeš kruh s putrom, dvomoš, da bo zmogel, doba si ti veča, z njo pa tudi starost in zapuščate počas sreča. Vprašal 3 mil, samostojno smo dobili, a smo zmagali, zgubili. Veliko vprašanj, ljudje čivkajo kot vrabci, ko se vprašaš, kje so hlapci, se oglasijo na oblasti, to razvezite, ne pravice zabolite. Čivkajo na meno, prave plane imamo skrite, požet črne kave, prv cigaret. Človek pomisel, a se splača še živeti. Žena te objame, predvsem niso lepša, v sosednji sobi se skriva prava sreča. Objava se od doma, vsak dan znova, veš, da ni lahko, sam gre vsak dan znova. Dela se za vikend, dela se za praznik, dela se za minimalca, obirate privatnik, neplačane nadure, dela se ob malci, delaš, da zaslužiš, ne pozna se ti preplači. Dela se za vikend, dela se za praznik, dela se za minimalca, obirate privatnik, neplačane račune, dela se ob malci, delaš, da zaslužiš, ne pozna se ti preplači. Dame in gospodje, jaz sem vesel, da smo prebili led. Predajam svoj mikrofon gospe in gospodu. Najlepša hvala. Pozdravljeni, dragi gostje, se slišimo? Ne slišimo se na levi mikrofon, imamo malo tehničnih težav, tako da se vam opravičujemo. Jaz ne rabim mikrofona, jaz sem lahko dovolj glasna, da me slišite do konca in se bom tudi potrudila. Dobar dan, pozdravljeni vsem obiskovalcem na tem današnjem dogodku, pozdravljeni tudi dragi slavnostni gostje, ki boste kasneje povedali kakšno besedo in pa zlasti pozdravljam člane izbrisanih,
ki so tukaj med nami in pa sploh tiste, ki jih tukaj ni in jih nikoli več ne bomo videli. Moje ime je Katarina Kečak, sem novinarka, včasih sem se pisala Stojanovič. Leta 1992 me je ta država izbrisala iz registra stalnega prebivalstva, ker sem imela napačen priimek. Čeprav sem se rodila v tej državi, v Postojni. Zlatko je rekel, zaradi česa bi živela, to vprašanje njegovo iz pesmi mi je ostalo za v glavi, ker sem se tudi sama tiste čase izbrisa spraševala, čemu in zakaj bi živela v tej državi, ki je bila do mene mačehovska. Imela sem 20 let in nobene veze nisem imela s politiko. Zato danes stojim tukaj, da pozdravim ta spomenik, ki smo ga čakali 30 let, ki sicer ne rešuje nobenih problemov in je samo obliž na krvavo rano izbrisanih, ki še vedno poteka. Nekaj več bomo o tem danes slišali od eminentnih gostov, pozdravljam pa tudi kolega, tudi prav tako izbrisanega. Izvoli. Moje ime je Radko Stilipovič, sem sin očeta Radosava, ki danes ponosno sedi med nami in praznuje svoj 80. rojstni dan. Nažalost, svoje pravice izbrisa ni nikoli dočakal. Želel sem pa vesel, da mu lahko namenimo vsaj 5 minut slave pri dviganju tega obeležja. Pozdravil bi tudi svojega soseda Čekalukata, ki je skupaj z mojim očetom in tako z vsemi nami dolga leta se boril za pravico izbrisanih, ki jo nažalost mnogi še niso dobili. Tako kot je Katarina povedala, ne vem, kako naj podelim svoje občutke z nami glede tega spomenika mehkega čoja. Prvotno se v bistvu počutim zelo žalostno, da smo našo politiko sploh pripeljali v to smer, da so take stvari pomembne. Vendar pa so pomembne. Sam nisem bil izbrisan, sem otrok izbrisanih in kot otrok izbrisanih sem se od leta 1992 začel soočati z institucionalnim rasizmom, ki še dan danes pušča močen odtis tako na našem šolskem sistemu, kot na našem družbenem sistemu in tako naprej. Zahvaljujem se vsem gostom, posebej bi se rad zahvalil gospodu Milanu Kučanu, na moja 2 vabila z izbrisanim se ni odzval, je pa končno zbral pogum, da pride, tako da gospod prvi predsednik, hvala. Gospa Dominika, hvala tudi vam, hvala Nataša za vas trud, hvala Mirovni inštitut in hvala Amnesty International. Na vrhu povabim gostiteljico tega dogodka, gospod Renato Zamida, direktorico Centra Rog. Dobar dan in dobrodošli. Ni naključje, da smo danes tukaj. Zelo smo si želeli, da bi stali zunaj ob obeležju, ki je nastalo, tako kot tudi poimenovanje tega parka, na pobudo Amnesty International Slovenije in aktivistov izbrisanih, ki so združeni v društvo in so delovali tukaj na območju nekdanje tovarne Rog, mislim, da več kot 15 let. Ta pobuda je prišla že 2 leti nazaj in je bila sprejeta na mestnem svetu, zato se ta park danes imenuje Park izbrisanih. Gre za 8000 kvadratov veliko površino, ki je v celoti dostopna javnosti, z obeležjem, za katerega smo v Centru Rog prav tako na pobudo izbrisanih aktivistov in Amnesty International Slovenije izpeljali javni natečaj pred letom in pol, na katerega je prišlo 8 predlogov in strokovna komisija je soglasno izbrala predlog avtorjev Aleksandra Vujovića, Irene Völe in Vuka Čosića. Soglasno in enotno so povedali, da gre za rešitev, ki ne predstavlja le obeležja, ampak predstavlja tudi predmet urbane opreme. Kot takega smo si ga mi tudi želeli umestiti. Torej gre za obeležje, ki je namenjeno temu, da ga uporabljamo, da lahko nanj otroci splezajo, da se lahko ob njem fotografiramo, da ni ne preveliko, ne premajhno, da se ob njem vsi v parku počutijo dobro. V parku, ki verjamem, da je zelo velika pridobitev za Ljubljano. V nekaj dneh otvarjamo tudi to veliko hišo. Gre za pomembno infrastrukturo, ki je nastala v Ljubljani na območju nekdanje tovarne Rog in je namenjena kreativnemu sektorju, posebej izdelovalništvu, arhitekturi, dizajnu, inženirstvu. Verjamem, da bo tukaj vrvelo od ustvarjalnosti,
od ustvarjalnosti bo vrvelo tudi v parku in spoštovani gostje, rok je tudi vaš. Hvala. Tehnične napake. Leto 1992, 26. februar, mnogi pri spremembi dokumentov ostanejo brez dokumenta. Gre za prve zločine izbrisa, saj so bili dokumenti še veljavni in so z njimi lahko odhajali na druge republike. Po urejanju dokumentov sedaj postanejo begunci v Sloveniji. Sledi nočna mora za več kot 26,000 prebivalk in prebivalcev. Rad bi pozdravil tudi srednjo šolo in gimnazijo iz Maribora, ki je danes z nami. Zelo sem ponosen, da se zgodba o izbrisu širi tudi med mladimi in sedaj nam bodo prebrali nekaj izjav izbrisanih, od katerih pri mnogih nažalost ni več med nami. Hvala za povedano, dragi dijaki, bomo še kakšne izjave slišali kasneje. Besedo predajam ministrici za pravosodje, gospe Dominiki Švarc-Pipan. Izvolite. Sem vesela, da boste nekaj povedali tudi, kar se tiče zakonodajnega stališča, zato ker tudi v osnovi to bilo pravzaprav tema za izbris. Vam držim, hvala lepa, samo da nataknem očala, s katerimi lahko vsaj vidim, kar imam napisano. Vas pa malo slabše, sem precej nova očala, kaj še ne navajena, ampak na eni strani je zelo težko stopiti na oder za reperjem Zlatkom, kajti rep je tisto, tako tudi Zlatko sam rekel, da so njegove besede hitrejše od pameti, no za politike pravijo, da je to nekaj, čemur se je dobro izogibati, zato sem se nekaj misli tudi zapisala, se mi pa zdi pravzaprav zelo simbolično pomenljivo, da se srečamo oziroma da smo se zbrali v tem prostoru, ki še ni v celoti dokončan, ki je še v izdelavi, v dogradnji do konca v nekaj dneh, če razumem, bo dokončan, kajti tudi zgodba o izbrisanih je tragična zgodba, ki ni končana in za katero sicer upamo, da bo kmalu končana, verjetno ne nekaj dneh, ampak vendarle. Zato naj bo tudi simbolika tega nedokončanega prostora na nek način pomenljiva. Zelo lepo iz srca, iskreno vas pozdravljam, sem tudi nekoliko čustvena, kajti že za mano v drugi vrsti sedi nekaj izbrisanih, ki jim danes pravimo izbrisani. Sicer ustrezno ime, ampak vendarle gre za ljudi, ki so bili izbrisani. Včasih se mi zdi, da lahko ta izraz izbrisani na nek način tudi zanika to človečnost, ki bi se morali pravzaprav pred 30 leti in pa ves ta čas do zdaj in tudi danes in naprej na prvem mestu zavedati in preprečiti krivice, ki so se zgodile danes, pa za vso energijo poskrbeti za to, da jih popravimo v delu, ki še niso popravljene. Namreč po dobrih 30 letih od tistega svečanega dne, ko smo ponosno proglasili samostojno Republiko Slovenijo, in res tudi jaz sem zelo vesela, da je z nami prvi predsednik naše države. Takrat sem bila 13-letna deklica in se še spomnim tistega zanosa dneva, ko je predsednik rekel, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Ta nov dan je prinesel marsikaj dobrega. Žalostno in tragično boleče, tudi za nas nekoliko mlajše generacije, ki takrat nismo bile med odločevalci, pa je, da je prinesel tudi tako tragične zgodbe, kot so zgodbe
daleč prevelikega števila ljudi, ki jim je bil izbrisan status in s tem identiteta in pravzaprav odzete vse pravice. Žrtve izbrisa, ki so tudi danes med nami, so torej bili naši sosedje, ljudje, s katerimi smo skupaj pili kavo, skupaj živeli, s katerimi smo se kot otroci igrali in so se njihovi otroci igrali z drugimi. Tako kot naši starši ste tudi vi, so tudi oni gradili to našo novo domovino. Njihova, vaša življenja je torej neko preprosto, na videz preprosto, kratko administrativno dejanje uničilo in usodno zaznamovalo. Jasno je, danes iz te perspektive povsem jasno, da je bil ta izbris iz stalnega registra prebivalstva dogodek, ki je vas vse pahnil v skudo stisko. Že ko smo se danes pozdravili z vami, ki sedite za mano, sem takoj v vaših očeh videla bolečino, ki si je ne znamo predstavljati. Naenkrat ste izgubili vse, ne zgolj pravico do prebivanja v svoji domovini. Izguba statusa seveda predpostavlja tudi izgubo ekonomskih in socialnih pravic, ki jih imamo drugi za samoumevne. Nezmožnost dostopa do zdravnika, izgubo zaposlitve in v nekaterih primerih tudi izgon iz države. Mnogi so izgubili družine, mnogi so žal obupali in si vzeli življenje. Zelo je žalostno, seveda, da je morala ta stiska pripeljati do tako tragičnih osebnih odločitev. Zato mi dovolite, čeprav skušamo biti danes ne preveč formalni tukaj, ampak tudi v luči tega, kar se ravno danes dogaja pred našimi očmi na Bližnjem vzhodu, pa še kje druge po svetu, ampak najbolj akutno na Bližnjem vzhodu, ko pravzaprav v živo spremljamo najmanj etnično očiščenje, če ne genocid. Dovolite, da vas povabim, da tako za te žrtve, daleč premnoge, kot tudi za vse žrtve izbrisa, predvsem tistim, ki so si vzeli ali izgubili življenje zaradi stisk, poklonimo minuto molka. Najlepša hvala. Ne gre torej zgolj za tistih malo manj kot 26,000 ljudi, ki so bili formalno izbrisani. Gre tudi za njihove najbližje, za njihove prijatelje in za posledice, kot slovenska družba občutimo še danes, če nič drugega kot moralno odgovornost tudi naših generacij. Sigurno si naša država ne more šteti v ponos tega, da je kalvarijo izbrisanih reševala skoraj 30 let in da še danes ni popolnoma rešeno. Da je reševala z majhnimi koraki, s premalo energije, s premalo predanosti, včasih tudi ne povsem iskreno in predvsem prevečkrat šele potem, ko jo je k tem, da ne rečem spodbudilo, ampak pravzaprav prisililo bodi si Ustavno sodišče, bodi si Evropsko sodišče za človekove pravice. To ni pravna država, ki smo jo kot načelo opisali v Ustavo. Levji delež zaslug za popravo krivic gre nedvomno nevladnim organizacijam in tudi drugim prizadevnim posameznikom, ki so se zoperstavili birokratskemu sistemu, da so lahko pomagali najšibkejšim. Hvala vsem, ki ste to neutrudno počeli in se borili skupaj z izbrisanimi. Država se potem najprej lotila urejanja statusa, pa tudi ta še ni za vse ustrezno urejen, izbrisa, da bi izbrisani lahko dobili potem tudi odškodnine, s katerimi so ali pa bi jim bile vsaj delno poplačane krivice, ki so jih utrpeli. Mogoče nekoliko bolj konkretno, priznanje krivice množici ljudi in torej tudi množične kršitve človekovih pravic ni ugotovil samo že leta 1995 takratni varuh človekovih pravic, temveč, kot sem že omenila, tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije, pa tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v pilotni sodbi Kurič in drugi proti Sloveniji, dokončno izdani leta 2014. Nekaj tehnikali, verjetno večina med vas tudi ve, da je za izvedbo te sodbe
Na Ministrstvu za notranje zadeve posebna delovna skupina pripravila novelo zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Sloveniji leta 1999, ki je vsaj takrat naredila prvi korak s tem, da je omogočila dodatno rok za vložitev vloge za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje. Naknadno sta bila sprejeta še 2 zakona. Svet Evrope tako danes sicer šteje, da je Republika Slovenija ustrezno odreagirala na kršitve, ki jih je v svojih odločbah to sodišče tudi ugotovilo. Ob tem velja izpostaviti tudi vidik simbolne ravni poprave množičnih krivic. Ob 30-letnici izbrisa 26. februarja lani se je takratni predsednik Republike Borut Pahor končno tudi javno in uradno opravičil za izbris v svojem imenu in v imenu države. Vendar pa v določenem, čeprav danes manjšem delu, ta poprava krivic še vedno ni zaključena. Kot veste, trenutno pred Ustavnim sodiščem poteka postopek za presojo ustavnosti 4. odstavka 1. člena zakona o urejanju statusa in zakona o povračilu škode iz leta 2014. V zvezi z očitki, da določeni skupini izbrisanih oseb ni omogočena pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje. V tem postopku odločbe še ni, čeprav je v 2 drugih primerih Ustavno sodišče že ugotovilo neustavnost posameznih določb zakona o urejanju statusa. Lahko pa vam povem, ker verjetno še ne veste, da pa je Ustavno sodišče ravno danes objavilo svojo zadnjo odločbo na tem področju in sicer v eni konkretni zadevi, ni šlo za presojo ustavnosti zakona, kjer je, če preprosto povem, poudarilo, da mora biti omogočanje izvrševanja pravic izbrisanih realno, torej dejansko, učinkovito in ne samo formalno zagotovljeno in da ni dopustno postavljati previsokih birokratskih zahtev in ovir za uveljavljanje teh pravic. Upamo, da bomo tudi na podlagi te ustavne določbe lahko naredili konkretne in koristne korake naprej, da debirokratiziramo vaše bitke, ki prav gotovo niso lahke in ki trajajo že desetletja. Današnji dan nam, spoštovani in spoštovane, torej ponuja priložnost za refleksijo ob tem čudovitem parku in obeležju in seveda tudi razmislek, kako naprej. Kaj vse moramo storiti, da se kaj takega ne bo več nikoli ponovilo v državi, na katero si želimo biti v vseh pogledih ponosni. In tudi kaj lahko storimo za tiste, ki ste še danes med nami in še danes trpite zaradi tega izbrisa, da vam tukaj in zdaj skušamo olajšati življenje. Naj bo ta park in to obeležje vsaj, tako kot je bilo rečeno, majhen obliž na dvorano, naj bo vsaj simbolika, naj se tukaj družijo ljudje dobrih misli, dobrih src in dobre energije, vam dajejo podporo in se pogovarjajo o tem, kako naj se takšne stvari nikoli več ne ponovijo. Naj se tukaj pravzaprav gradi zavest, da je potrebno vsakič, ko prihaja do tistega mraka pred temo, ko začenjamo na nek način drveti ali pa se plaziti proti kršitvam človekovih pravic, reagirati odločno in se neomajno postaviti na stran človekovih pravic. Če je taka krivica storjena enemu izmed nas, je storjena vsem nam. Je pogubna za človeštvo. Je konec človečnosti. Preveč takšnih krivic gledamo po svetu, že vso zgodovino in očitno nas nič ne izuči. Žal nam je, da nas tudi naša skupna preteklost v prejšnji domovini ni izučila in da smo ob začetku naše domovine v tej državi storili podobno napako oziroma eno od hudih kršitev človekovih pravic. Mlajše generacije lahko zagotovimo, da se, kolikor je le mogoče, trudimo preseči takšne napake, se jim izogibati, ne uspeva vedno, vendar lahko rečem, da se nas veliko, neutrudno in vsak dan bori za spoštovanje pravne države, demokracije in človekovih pravic. In da tukaj tudi ponosno in s hvaležnostjo se radi naslonimo tudi na nevladne organizacije, ki pri tem odigrajo levji delež, ki bi ga v resnici morala nositi država. Zato hvala vsem, ki se borite in ki se trudite in ki boste tudi v tem parku in v tem prostoru lahko še naprej pomagali tam, kjer država pade na preizkusu.
Dajmo skupaj dvigniti to našo državo na višjo civilizacijsko raven in dajmo neomajno vztrajati, da se to dogaja tudi po svetu. Ne prestajamo na krivice in ne bodimo tiho. Kot je rekel nekdo veliko pametnejši od mene, Edmund Burke, edina stvar, ki omogoča triumf zla, je, da dobri ljudje ne storijo ničesar. Hvala vsem vam dobrim ljudem, da ste se borili in obljubljam, da si bom vsaj sama s kolegi prizadevala, da vaše krivice dokončno odpravimo v čim krajšem roku. Vse dobro. Najlepša hvala za te besede, spoštovana gospa ministrica. Izbrisani smo bili samo prve žrtve v 30 letov, v 31 letih novega sistema. Za nami so se brisala delovna mesta, delavske pravice, tovarne. Prišli smo celo tako daleč, da smo izbrisali tudi letališče. Med leti 2020 in 2022 so bile izbrisane ravno novinarke STA-ja, več kot 200 jih ni skoraj 2 leti dobivalo plače in ne nazadnje 38 izbrisanih novinark in novinarjev in še več iz kolektiva Radio Televizije Slovenije. Vse to se dogaja zaradi tega, kaj ti krivci za te izbrise niso niti danes odgovarjali in je na nek način sporočilo, da se brisi lahko naprej dogajajo. Na oder vabim Natašo Posel iz Amnesty Internationala. Nataša, izvoli. Hvala, Radko. Spoštovana ministrica, doktorica Švarc-Pipan, spoštovana predsednik Kučan in župan Janković, spoštovani izbrisani in izbrisane, spoštovane visoke in visoki gostje, dijaki in dijakinje srednje ekonomske šole in gimnazije iz Maribora, spoštovani, lepo pozdravljeni vsi, ki ste danes prišli. Predlog po izbrisanih poimenovati ulico, trg ali park je bil sprejet na diskusiji v tednu izbrisa 5 let nazaj v prostoru socialnega centra Rog, tukaj čez dvorišče. V času, ko so se iztekle navidezne pravne rešitve izbrisa in je dolgoletni dnevni politični naboj ugasnil, se je zdelo nujno posvetiti ohranjanju spomina na izbrisane in na njihov naš skupni boj. Kako zelo potrebni so bili in so še vedno napori proti pozabi izbrisa, lahko danes le potrdimo. Potem, ko smo z izbrisanimi zgolj v zadnjem dobrem letu izvedli predavanja in delavnice za preko 1000 dijakov in dijakinj in študentk in študentov, nas je vsakič znova zabolelo ob isti sliki, da za izbris pred tem še niso slišali. Poziv k ohranjanju spomina skozi poimenovanje javnega prostora, skozi obeležje, pa tudi s vključitvijo izbrisa v učne načrte, je bil vse skozi del zahtev za celovito popravo krivic. Poleg povrnitve stalnih prebivališč, primernih odškodnin in drugih ukrepov reparacije, poleg preiskanosti izbrisa in ugotavljanja odgovornosti zanj, poleg priznanja in opravičila. O izbrisu vedeti in poskrbeti, da bodo vedeli tudi vsi za nami, je prav tako del poprave krivic in je del zadoščenja izbrisanim. Pa ne le izbrisanim. Njihov boj nam je pokazal, da se izbris ni zgodil samo 25.671 osebam. Zgodil se je njihovim otrokom, sorodnikom, s katerimi se niso mogli videti dolga leta, na katerih pogrebe niso smeli. Zgodil se je delodajalcem, ki niso imeli več pravne podlage za delovna razmerja. In zgodil se je vsem nam. Brez naše vednosti, brez našega soglasja, a vendarle v našem imenu je oblast izvedla najbolj množično kršitev človekovih pravic. In brez našega soglasja v našem imenu se je sprenevedala, je zanihala in ne popravila. Hvala. Zato ohranjanje spomina pomeni tudi graditi državljansko hrbtenico družbe in preprečiti, da bi se kaj takega lahko ponovilo. S parkom izbrisanih in obeležjem mehki Č pa se želimo tudi pokloniti izbrisanim in njihovem neumornem boju in pogumu. Kajti nedvomno so izbrisani veliko dosegli. Zmage so bile številne, pomembne in bile so veličastne. Kajti vsaka je bila zmaga navadnega človeka, sočloveka in le malo prej sodržavljanov in sodržavljank, ki so si zadali kljubovati državnemu aparatu, ki je imel dovolj nacionalizma, da se izbrisa domislil, dovolj moči, da je s kolektivnim izbrisom, nato pa še s posamičnimi tisoči in tisoči luknjani in rezani dokumentov
deložacijami stanovanj in izgoni iz države, to idejo izbrisa izpeljal in dovolj brezstrannosti, da ga na to vrsto let ni priznal, ne preiskal in ne popravil. Izbrisani so se s tem državnim aparatom spopadli v stanju brezpravja. Zanje pravna država ni veljala in oni niso imeli nikakršnih pravic. Ne do dela, ne do zdravnika, ne do nadaljevanja šolanja, ne do stikov z družino, ko se je ta znašla na drugi strani meje, v skrajnih primerih tudi ne do življenja. In pravno sploh niso obstajali. Pa vendar so od leta 1999 naprej zmagali v več sodbah na Ustavnem sodišču v času, ko se je družba šele pričela zavedati, kakšna nepopisna rana zeva v njenem lastnem tkivu. In leta kasneje so dosegli še zmage na Evropskem sodišču za človekove pravice. Organiziranost izbrisanih je bila naslednja zmaga sama po sebi. Kajti izbris je do skrajnosti osamil in individualiziral izbrisane. Ločil jih je od družin, pahnil jih je v skrivanje pred izgoni iz države. Aco Todorović je začel izbrisane neumorno iskati in povezovati. Med seboj, z gibanji, z organizacijami. Iz strahu, skrivanja in boja za preživetje ste, kajti mnogi ste danes tukaj, bili primorani postati aktivisti. Kolektivizirali ste vas in civilno družbo in se in nas iz posameznikov prelevili v gibanje, v upor, v najmočnejše, najbolj dolgotrajno in trdoživo gibanje, kar ga poznamo. Zgodbe solidarnosti, podpore in upanja so dobile dom tukaj, v socialnem centru Rog. In živele so na vsaki od neštetih akcij, ki so bile 16 let organizirane v Rogu. Na protestih, okroglih mizah, zagovorniških sestankih, gledaliških predstavah, na pohodu od Portoroža do Ljubljane, na gladovnih stavkah, na karavani v Bruselj, na dogodkih na Metelkovi. Izbrisani so govorili na pričevanjih v organizaciji Amnesty skupin v Avstriji, Italiji, na Danskem in v Evropskem parlamentu. Solidarnost in podpora je živela v sodelovanju z Mirovnim inštitutom in italijanskimi odvetniki, ki so izbrisane pripeljali do zmage na Evropskem sodišču za človekove pravice. V tej solidarnosti, podpori in upanju je veliko zmagovitega in veličastnega. In vendar je bila bilanca tega boja vedno boleča. Kljub temu, da so izbrisani postali vidni, izbris prepoznan kot nezakonit, neustaven in kot kršitev človekovih pravic, pravici še zdaleč ni bilo zadoščeno. Vse vlade so vsa leta po izbrisu tega ignorirale ali ga celo pravičevale ali pa relativizirale in minimalizirale. Z nasiljem in retoriko oblasti se je napajala nestrpnost, sovraštvo in tudi nasilje mnogih državljanov in državljank do izbrisanih. Zakonodaja, s katero je Slovenija po sodnih odločitvah poskušala urediti posledice te kršitve, ki naj bi končno rešila vprašanje izbrisanih, je jasno odrazila in to nasilje in sovraštvo normalizirala in ga pravno zacementirala. Zato je soočiti občutke ponosa ob vsem doseženim z občutki poraza, ponižanja in neuspeha še danes izjemno težko. Približno polovici izbrisanim država ni povrnila statusa stalnega prebivalca. Sprejeta zakonodaja je bila izredno pomanjkljiva in je omejila roke, v katerih so morali izbrisani sprožiti postopke. A vsi roki so se že iztekli in danes ni na voljo niti enega pravnega sredstva več. Prav tako niso bile odpravljene druge posledice. Številne družine so ostale razbite in ostale v revščini, niso se mogli otroci šolati na višjih stopnjah, niso mogli v miru uživati svojih življenj, številni so zboleli in brez dostopa do zdravstvenih storitev tudi prehitro umrli. Priznane so jim bile zgolj mizerne odškodnine, neprimerljivo nižje, kot jim je določilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Izbrisani, izgnani Slovenije, brez odločb živijo v številnih državah, nekateri so bili dolga leta obravnavani kot begunci. Mnogi drugi vseh 31 let živijo brez stalnega prebivališča, tudi brez vsakršnega državljanstva, v negotovosti, krču, tudi po vsem tem času še vedno v strahu. Pravnega vakuma zanje ne zmore rešiti še tako dobra volja zdravniškega osebja v bolnišnicah, ko se tam znajdejo, ali v centrih za socialno delo. Nekateri izbrisani se še do danes niso mogli vpisati v rojstne liste, oziroma niso mogli vpisati sebe kot starše v rojstne liste svojih otrok in urediti družinskih razmerij. Z opravičilom predsednika Pahorja v imenu države ob 30. obletnici izbrisa se je simbolno zaključilo obdobje zamikanja in relativizacije izbrisa. Danes kolektivni spomin dobiva svoj simbol in svojo podobo. Zahvala gre mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana, da je predlog poimenovanja parka izbrisanih sprejel in centru Rog, ki je sporočilnost parka okrepil z obeležjem.
In hvala avtorjem ideje za obeležje, Ireni Vele, Vuku Čosiču in Aleksandru Vujoviču, ki so prav z mehkim čojem uporabili simboliko izbrisa kot dejanja izločitve nečesa, kar ni bilo v neki kodi, v tem primeru slovenski abecedi, čeprav je bilo sicer vse prisotno, obče sprejeto in del družbenega, če ne že slovničnega tkiva. Sama v čoju vidim tudi opomin, ki presega zgolj obseg posledic izbrisa. Današnji sentiment nacionalizma res da ni primerljiv s tistim v letu 1992, vendar daleč od tega, da ga ne bi bilo. V vsakodnevnih pogovorih spoznavamo izkušnje naših prijateljev, znank in beremo o znanih ali manj znanih osebah. O mladi ženski, ki se je na zmekarskem portalu Všečki v celoti ustavi v točki, ko razkrije njeno celo bosansko ime. Znanko, ki s priimkom na ič ni dobila nobenega razgovora za delo, s prvo poslano prošnjo z drugim moževim slovenskim priimkom, pa je prišlo na vabilo na razgovor in tudi zaposlitev. Ali zaposleno v domu starejših, ki s težavo zdrži v delovnem okolju, ker tako stanovalci kot sodelavke z žaljenjem in poniževanjem obravnavajo negovalke iz držav bivše Jugoslavije. Seveda velja enako za pripadnike drugih, še bolj oddaljenih držav, kar na strukturni ravni dokazuje naša restriktivna azilna politika, vendar je z našimi ljudmi ta prizma stigmatizacije in različnega obravnavanja že zelo zamegljena in se zdi ta diskriminacija že popolnoma naturalizirana in posvojena v naš vsakdan. Vendar pa gre za subtilne elemente, ki so tudi elementi rasizma in ki vplivajo na samo podobo, samo zaupanje in katerega posledice se nalagajo in imajo dolgoročno škodljiv vpliv. Brez resničnega prepoznavanja in poimenovanja odnosa do izbrisa, do čoja, ne bomo mogli v celoti prepoznati vzrokov za izbris in celoti nasloviti posledic. Seveda ne 18 ton betona v mehkem čoju zunaj, ne vsi kvadrati parka izbrisanih ne morajo oddelati in opraviti, kar so naloge konkretnih državnih institucij. Zato vlado in danes lahko vas, ministrica, pozivam, naj k izbrisu pristopite celovito in z medresorsko obravnavo vseh vidikov posledic izbrisa. Vlada ne poskrbi za ohranjanje spomina, vsebino izbrisa naj vključi v učne programe. Predsednico parlamenta, gospod Klakočar Zupančič, pa pozivam k razmisleku na letošnjo posebno poslanico izbrisanim nadgradi uredno spominsko sejo pred vsakokratno obletnico izbrisanj. Vlado tudi pozivam, da sprejme zakonodajo, ki bo končno omogočila ureditev stalnega prebivališča tistim izbrisanim, ki to še potrebujejo in želijo. V petek je predsednica republike Nataša Pirc-Musar na vlado poslala predlog spremembe statusnega zakona, ki smo ga pripravili v Mirovnem inštitutu, civilni iniciativi izbrisanih aktivistov in Amnesty International Slovenije, podpira pa ga tudi Društvo izbrisanih prebivalcev Slovenije. Zakon ne bo predstavljal stroška državi ali pa vsaj neznatnega, ker bo delovno sposobnim izbrisanim omogočil, da preide v vidno in legalno polje ekonomije in prispevajo skozi davke. Rešil pa bi tudi agonijo nekaterih starejših izbrisanih, ki nujno potrebujejo oskrbo, pa tudi socialnih delavk in delavcev ter zdravstvenega osebja, ki imajo sedaj pri njihovi obravnavi zvezane roke in nemogoče naloge krmariti med strokovnostjo in etiko in med tem, kar jim omogoča zakonodaja. K temu je predsednika vlade dr. Goloba s peticijo pozvalo tudi več kot 2000 posameznikov in posameznic. Država naj končno naredi, kar je prav. In naj mehki č nekoč postane simbol solidarnosti in spoštovanja. Hvala vam. Hvala Nataši za te besede in hvala nevladne organizacije Amnesty International, da se je ena izmed prvih inštitucij, če rečem tako, v Sloveniji naklonila in sprejela izbrisane kot del tistih, ki potrebujejo pomoč in se nam ves ta čas pomagali. Zahvaljujem se tudi mestni občini Ljubljana, ki je z naklonjenostjo odprla ta park izbrisanih in vabim na oder župana ljubljanske občine Zorana Jankovića, da pove nekaj besed tudi o tem. Spoštovane in spoštovani, dober dan želim tudi v mojem imenu. Največja tragedija samostojne Slovenije se zgodila ravno pri izbrisanih. 25.671 napačen priimkov je bilo izbrisanih. Tudi jaz sem Mehkič in moj pokojni oče je bil na pragu tega izbrisa, če ne bi zadev v roko vzela moja mati, ki je uredila, da je ostal
v svoji domovini. Tudi vse te besede o izbrisanih kažejo na tragedijo in da naš spomenik ne nas spominja in opominja, da se to nikoli več ne zgodi. Sam osebno v teh nagovorih čutim neko veliko željo po tem, da damo sporočilo celemu svetu, predvsem pa Sloveniji, Ljubljani, da se zgodila krivica, ki se ne sme ponavljati. Hvala ministrici za njene pogumne besede in za to, da bo tudi v zakonodaj predlagala. Hvala gospe Posel za to, da se hvalim mestnemu svetu in Rogu, ampak zdi se mi, da gremo v neko smer, ker poskušamo neka dejstva pozabiti. Pa samo zato, preden spomenik odpremo in ta Rog odpremo v četrtek, vsaj neke fakte. Preden je šel na mestni svet, je gospa Posel prišla k meni v pisarno in predlagala park izbrisanih. Rog. Rekel sem, da z veseljem in spoštovanjem to naredil pod pogojem, da ne bo smatrali tako provokacijo. Potrdila, da je tudi Irfan, ki tu sedi, s tem soglašal, kar je pa bilo za nas zadost, da smo šli na sejem mestnega sveta. Spomenik smo mi predlagali, spomenik je izjemen. Hvala Aleksandru, Ireni in Vuku, ki ima 2 mehka čeja. Se pravi, enega več kot jaz. In predvsem tudi hvala Žurbiju, ki je mojster v delih, ki so kot ta spomenik. Tisto, kar je zapovedati, pa probam biti prijazen, tu sta danes 2 Rogovca, kateri smo bili v sporu, Irfan in Radko na sodišču. In ko bom odšel, ker je sestan glede povprečnine, in ko bojo sami jih vprašate, če so tisto jutro, ko smo prevzeli to Rog, bili v Rogu. Trdim po mnenju komisije, da jih ni bilo. Mene je žal, da gospa Posel, katere delo cenim, poskuša to zgodbo zapeljati mimo funkcije župana v tem mestu. Brez uprave mestne občine Ljubljane spomenika ne bi bilo. To, kar ste probavali drugje, smo mislili, smo to naredili. In še enkrat, ne samo to, ne bom se spuščal to, da smo spomenik tudi plačali, ampak v četrtek odpiramo Rog, vi imate lahko mnenje svoje o krivici, ki se je zgodilo, ampak v pravni državi, tu imate pravosodno ministrstvo, velja sodba sodišča. Vrhovno sodišče je odločilo v korist mestne občine Ljubljana. Ne glede na to smo pred tem imeli dogovor, pisni, z uporabniki Roga, da v prenovi se bo izselilo. 8 se je odločilo, da nas toži, 8 jih je zgubilo in trdim, da je ta Rog objekt, ki ga ne boste našli v Evropi. To, kar Renata Zanida dela z vsebino tega Roga, se lahko ukvarja vsi, kdo hoče, ampak čas bo pokazal, kdo ima prav. Vam, ki ste isto mehki kot jaz, pa čestitke za vse, kar ste preživeli. Ni bilo enostavno, ni bilo lahko. Pa konec koncev smo tudi tu pokazali, da država rabi dolgo časa, da naredi tisto, kar bi moral narediti že takrat pred 30 leti. In da ne pozabim še en stavek, prvemu predsedniku hvala, da je prišel, nikoli se ni umikal svoje odgovornosti in kot jaz vem, je on bil proti temu dejanju. V prvi vrsti sedi tudi naša mestna svetnica Julka Žibert, ki je bila tudi moja prva direktorica, živi pa tu čest, še kaj bo ponovil. Zaradi tega te prenove so ta stanovanja 50% več vredna. Tudi njo lahko vprašate, kaj se dogaja znotraj Roga. Ne bi tega govoril, ne bi se tega ukvarjal, ampak Taša, glede na to, da sva se lepo zmenila in za park in za spomenik, ne vem, kaj narobe, da tega ne upate povedati. Vi lahko smete v drugo smer, ampak dejstva bojo ostale. In zato, kar sem rekel, za tem stojim in lahko tudi vso dokumentacijo pokažem, konec koncev tudi je podpisal predlog za mestni svet. Želim eno dobro bivanje, uživajte, odhajam po drugi nalogi na vlado, ker se pogovarjamo občine o povprečnini, da bomo naši meščani mešanke lahko primerno živeli tudi v naslednjih letih. Hvala, ste me poslušali in poživajte v najboljšem objektu, v najlepšem mestu na svetu. Srečno!
Vsi smo na Č, tako kot povsod po svetu, osvajajo ljudje, ki so dobri in obstajajo ljudje, ki so nesramno pokvarjeni. Prej nismo uspeli slišati naših srednješolcev iz Maribora, ki so imeli pripravljeni nekaj zapisov, misli naših izjav, naših premnogih pokojnih izbrisanih, tako da svoj tekst pošparam za konec, bodite tukaj. V 8 letih sem govorila z nešteto urodnikih in jih prosila za papirje. Vedno so mi rekli, gospa, vi ne obstajate. Kako ne obstajam? Sem umrla? Ko sem prišel na vrsto, sta notri sedeli dve mladi punci. Tam sem rekel, da se zanimam za bivanje za tujce, sem rekel, da sem tujec. Pa ste rekli, pa to je za vas? In sem rekel, da ja. In je rekla, kako to, saj vi čisto slovensko govorite. In sem rekel, ja, tako se je zgodilo. Najhujša je bila stigma. Očeta so na cesti pljuvali, pretepali so ga ne enkrat, večkrat. Danes sem ponosna nanj. Pred izbrisom sem imel stojnico na ljubljanski tržnici. Lepo življenje sem imel, zdaj živim v prikolici. Kralji ulice so mi prinesli nekaj stiropora, da je topleje. Na streho so mi dali polvinje. 26 let nisem imel nobenih dokumentov. Ker nisem imela papirjev, niti denarja, nisem mogla obiskovati srednje šole, temveč sem več let delala na črno. Skrbeti sem morala tudi za izbrišena starša, ki sta izgubila službo. To, kar so v Bosni in na Hrvaškem počeli z orožjem, so v Sloveniji naredili z kuljem. Leta 1994 smo bili pri starših v Srbiji. Vračali smo se z avtobusom preko Madžarske. Ob 3 zjutraj so nam do Hodošu zavrnili vstop. V potne liste z veljavnimi vizami so nam dali žige uničeno in od nas spustili pse. Žena bi morala biti naslednji dan v službi, otrok pa v šoli. Oče je bil prej vedno dobre volje, rad je igral na orglice, vedno slovenske narodne. Po izbrisu so njegove orglice zavedno utihnile. Najtežje je bilo sredi noči, k nam v azilni dom prišla policija in so nas odpeljali v Nemčijo, kjer smo zaradi izbrisa iskali azil. Moj sin je bil star 3 mesece, na poti pa nismo imeli ne vode, ne hrane. Nikoli ne bom pozabila, kako me je lastna država izbrisala. Sem bila agresor, bila sem otrok. Strah je ostal v meni in z njim bom umrla. Na poti iz K4 so me ustavili miličniki. Ker nisem imela dokumentov, so me odpeljali na Trdinovo. Zjutraj so me z drugimi v marici odpeljali do hrvaške meje, nato pa z drugo marico do Slavonskega Broda. Deportirali so me še enkrat, obakrat sem se vrnila peš. Jaz sem v Sloveniji odrastel. V Sloveniji imam prijatelje, sorodnike, kar imam v Sloveniji. In Slovenija je moja domovina. Jaz slovenskemu narodu nič ne zamerim, ker oni niso tukaj bili nič krivi. Ampak politiki pa ne bom nikoli oprostil do konca življenja. Hvala, dragi dijaki. Na oder vabim naslednjega govorca, gospoda Marka Pereka, predsednika Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije, tudi človeka, ki je bil sam izbrisan in se vsaka leta bori za povrnitev pravic vsem tistem, ki so mi bile nezakonito dozete. Izvolite, Marko. Lep pozdrav vsem skupaj, gospod Milan, gospa ministrica, vsi prisotni. Sicer jaz se ne pišem na mehki Č, pa sem drugi izbrisan. Na K, so pa tudi na N in na ostale črke naše abecede. Ampak je velika simbolika, definitivno. Začel bom, ne bom dolg, kratek bom, z misli, ki so nas vodile, da pridemo do tega, ki smo zdaj. Največja ovira v življenju je strah. Največji občutek je sovraštvo. Največja napaka je odnehati. Največja moč je vera.
In najlepša stvar na svetu je ljubezen. Patriarh Pavle, da bo počivaš. To so njegove misli. V nadaljevanju zelo znana zgodba, ki je bom nadgradil z eni kitici od Niemellera. Najprej so prišli komuniste in nisem se uprl, ker nisem bil komunist. Potem so prišli po Jude in nisem se uprl, ker nisem bil Jud. Potem so prišli po katoličane in nisem se uprl, ker sem bil protestant. Jaz dodajam in potem so prišli po izbrisane in nisem se uprl, ker nisem bil izbrisan. Oni so bili izgnani, da to vemo. Potem so prišli po mene, vendar pa takrat ni bilo nikogar, da bi se postavil za me. Upam, da ste razumeli. Kot eden od 3 ustanoviteljev prvega društva izbrisanih se moram v imenu društva in vseh izbrisanih zahvaliti vsem akterjem tega dogodka ter njihovemu pogumu in podpori izbrisanim. Hvala, Nataša. Pa vendar, na začetku ob izbrisu ni bilo tako vse enostavno. Vsaka zgodba izbrisanega je specifična in ste jo lahko prebrali na razstavi v Ljubljani, Kopru, na spletni strani Amnesty International, tudi zgoraj. Izbrisani smo potrebovali eno celo dekado, 10 let, da ugotovimo, kakšen tsunami nas je zadev. Nismo vedeli na začetku. Zločin brez kazni, kot je naslov knjige od avtora doktora Predojević Vase, ki je tukaj prisoten. Probali smo reševati težave individualno, a to ni šlo. Sam, ko sem začel ukvarjati z reševanjem tega izbrisa, sem kot vsi normalni poiskal pravno pomoč pri enem znanem odvetniku iz Slovenjgraca. Dočakal me v kavarni in ko je vzel svojih 50 mark za nasvet, mi je rekel, to se ne da urediti, takšna je zakonodaja. To je bilo leta 1995. Bili so še začetni zgodovinski poizkusi pri Helsinškem monitoru Slovenije, ki ga vodila Nea Mihlavčič Predan, v katerih sem še sam sodeloval v letih 2000-2001, vendar z rezultati, ki niso bili otipljivi, ki niso kazali neko pravo smer reševanja. Ob ustanovitvi društva in točno na 10-letnico izbrisa smo začeli s pravnimi sredstvi reševati naš status. S pravnimi sredstvi, to je poanta. V drugi dekadi smo že kot DIPS, torej to društvo izbrisanih, dosegli prvo zmago na Ustavnem sodišču, potem je sledilo še nastajanje več društev, ki ga vodi tudi naš Irfan, ki je zrastel od nas. Potem pa zmaga na Evropskem sodišču za človekove pravice in danes v tretji dekadi sodelujemo na otvoritvi parka izbrisanih. Zgodovinsko, res zgodovinsko. Ostalo je še nekaj za postoriti, kot je ta nedavni predlog in kot je govorila naša ministrica, o tem predlogu novega zakona za urejanje statusa državljanov bivše SFRJ. Do tukaj smo prišli, ker nismo imeli strah, ker ne sovražimo, ker ne odnehamo, smo vztrajni, ker znamo odpuščati in to je moje, naše darilo vam. In ker imamo vero in ljubezen. Hvala. Hvala, gospod Perak. Še par besed nam bo namenil gospod Infar Beširević, mehek in velik človek, prijazen in nežen, ki se vsa ta leta bori za nas. Gospod Irfan, pridite, prosim. Lep pozdrav. Nosilcev, gospod prvi predsednik. Jaz vam ne bom politično več govoril. Nisem politik. Ampak vam bom govoril kot aktivist. Bil sem izbrisan. Živel sem v Sloveniji normalno.
gospoda Kučana, če se še spomnite, so leta 90 v Portorožu streljal pred plebiscitom. Vedno se spomnite v auditoriju v Portorožu. Takrat sem bil zadovoljen prebivalec Republike Slovenije. Vse do sodnega leta 92, da sem izbrisal. Nasramno. Niso mene izbrisal kot človeka, kot da so izbrisali. Ampak so mi vzeli mojo identiteto, moj ponos, moj jaz so mi vzeli. In zato vam hočem politično govoriti, ampak da občutite, kaj je izbris. Izbris je ena taka, lahko rečem, nagrabna stvar, ker je takratna politika to naredila, ne vsi, ampak čeprav so bili upozorjeni, da bo to Slovenijo nekega dne poštalo, so nas izbrisali. Ampak oni so rekli, da so naredili napako, ne. Ni bila napaka, ker so bili upozorjeni, da bo to nekega dne Slovenijo koštalo. Potem so rekli, da so nas premestili v register za tujce. Ja, ni res. Oni ne bi uničevali dokumentov, bi imeli svoje dokumente. In kaj se zgodi? Človeka, ki izbrišajo, postane nič. On obstaja. Ko greš za nekom, ne. Nimate denarja, nimate papirjev, niste slovenski državljan, greš na Rdeči križ, tudi ni pomoči, potem pa vse zgubiš, spiš v parkih, starih avtomobilih, v kleteh, preboliš trombozov v kleti in več. Zato pravim, v civilni stivi izbrisanih aktivistov smo zadovoljni, da je končno nekaj pomenalo po izbrisu in da opozarja, to ni upravičilo. Tega spomenika in parka ne sprejmemo kot upravičilo, temveč kot opomin sedanjim in bodočim oblastem in sedanjim in bodočim generacijam, da se kaj takega ne zgodi več. Mi to... Mi, v civilni stivi izbrisanih aktivistov, smo izbris poimenovali administrativni genocid, kar je, da so nas čisto potolkali. Zato apeliram gospod ministrico in še seveda na so ostalo politiko slovensko, naj končno uredi izbris do konca, ker nič bo izbrisanih še ni končan. Dokler obstaja en izbrisan, ne bomo odnehali. Vsako leto bomo opozarjali na izbris. Hvala lepa. Najlepša hvala vsem prisotnim. Vem, da smo že kar dolgo tukaj, zato dovolite, da zaključim pred zaključkom pa še par besed. Tako kot so moji predhodniki povedali, izbris je prinesel mnogo gorja našim staršem, prinesel je pa tudi mnogo gorja otrokom, kajti ne samo otroci izbrisanih, to je bilo obdobje, ko so vsi otroci, ki se drugačno pišejo, šli na pot institucionalnega rasizma. Danes, ko nam prihajajo neki drugi čefuri, mi nismo več popularni, rečejo si jim Afganistanci, tako kot so nas takrat pošiljali po podatke o nekaznovanju, se danes to dogaja recimo njim, njihova država še kako ni varna. Med vsemi zločini, ki so se nam zgodili, bi izpostavil zločin, ki ga je naredila policija nad gospodom Dragoljubom. Takrat so ga deportirali na Hrvaško, divjala je vojna, bil je srpske nacionalnosti, predan je bil hrvaškim policistom, čez 15 let so tega človeka našli v enem od množičnih grobišč. Vsa ta usoda je pretila vsem našim staršem. Mi nismo bili pod bilo katerim zakonom. Moj oče, ki danes sedi tukaj med vami, je prišel v Slovenijo davnega leta 1959. Odškodnina, ki jo je dobil, je mizarnih 50 evrov. 50 evrov je vredno moje otroštvo, 50 evrov je vredno otroštvo moje sestre, 50 evrov je vredno otroštvo vseh vas, če se to ne bo spremenilo. Danes, takoj. Preveč izbrisov smo gledali in preveč izbrisov tudi danes gledamo in eden od meni najhujših izbrisov, ki se je zgodil
se je zgodil pokojnemu kolegu Sašetu Hribarju, ko ga je človek, ki je najbolj odgovoren za izbris, Lojze Peterle, ki še dan danes ne odgovarja skupaj z gospodom Bavčarjem, označil za dezerterja. Nekaj mesecev kasneje nas je naš dragi kolega zapustil. Človek, ki je lahko danes simbol slovenstva, domoljub, patriot, ki je oblekel uniformo, ki je slekel uniformo in ki je bil družbeno kritičen. Ali vsi mi, ki smo družbeno kritični, zaslužimo, da gremo po poteh izbrisa. Danes je z nami gospa Bobnarjeva, ki je pred kratkim bila deležena izbrisa. Naša predsednica državnega zbora je od predvčerajšnjem deležna izbrisa. Tudi vi, gospa ministrica, ste na poti volitev skupaj z mano bili deležni izbrisov. Večkrat smo to brali v časopisu. Prosim vas, prosim oblastnike, da naredijo ta konec po 30 letih. Slovenija je ena, Slovenija je lepa, Slovenija je čudovita, prepolna mnogih ljudi in ravno zaradi teh ljudi smo mi ostali živi in smo danes tukaj in ravno zaradi teh ljudi danes dvigamo pest, skupaj z vami se borimo za boljši jutri in verjamem, da ga bomo nekoč dočakali. Najlepša hvala. Konec bi še Za konec bi še nekaj besed posvetil tovarni Rog, kaj ti sam prihajam, kot je že naš gospod Jankovič omenil, žal ga ni zdaj tukaj, da posluša repliko. V tem Rogu sem svojega očeta leta 2006 prvič pripeljal, ko se je zbirala iniciativa civilna iniciativa izbrisanih aktivistov. Vse od tega momenta naprej diham z Rogom. Naši prostori so bili v socialnem centru, kjer je danes park izbrisanih, stavbe te več ni. Na tej strani tukaj je bil Živko Svotec, kjer smo reševali filozofska vprašanja od Modrega kota, cirkusarne. Tilen je imel tukaj svojo delavnico, Kung Fu plac smo imeli. Nad nami so bili grafiterji, cel tretji štuk galerij in seveda moje gledališče, nesojno gledališče, ki sem ga hotel ustvariti, Anja Place, ki ga danes ni več med nami. V nizu mnogih izbrisov se je nažalost leta 2021 zgodil največji izbris na področju kulture in sicer celotna alternativna scena tovarne Rog je bila izbrisana. Krivec tega izbrisa je samo en Zoran Jankovič. Tako da upam, da razumete naše ogorčenje in tudi vse nove uporabnike čestitam. Želim vam uspešno vodenje vaših umetniških aktivnosti. Želim si, da bi samo kanček bili povezovalni, tako kot smo bili mi povezovalni, kajti ta Rog je bil za mene institucija. V tem Rogu sem prve filmske korake delal, v tem Rogu sem svoj prvi film spakiral, nastopil po festivalih na FSF-ju in danes se lahko pohvalim, da je za mano več kot 50 vrhunskih oddaj na Radio-televiziji Slovenije, zato ima to mesto neizmerno moč institucije in tudi za njega se bomo borili do konca. Pozivam vse, da se nam pridružite protestu, mirnemu protestu okoli Roga in še enkrat hvala, ker ste me poslušali. Hvala Vašku in temu, da ni skrival svoje emocije, tudi kar se tiče centra Rog. Počasi bomo tole skromno prireditev zaključili in sicer vas pozivam še, da se sprehodite do novega obeležja. Tam bo gospod, bomo tudi Zlatkota še na koncu poslušali, pri tem bi vas rada povabila na par pesmi, ki jih bo prebral naspešni pesnik Borisa Novak, tukaj pred obeležjem, že skršni 10-15 minut. Pod odrom se nahaja tudi lična škatlica, v njih smo zbrali lepe naravne, lepe kamne, poskušamo z njimi obeležiti imena vseh tistih izbrisanih, ki tega obeležja ne bodo nikoli videli, saj so izginili v tem izbrisu, zanje ne vemo in tudi nikoli ne bomo več izvedeli. Prebrala bom samo nekaj imen ljudi, ki so se borili za povrnitev vseh teh pravic in tega danes nažalost niso doživeli. In sicer gospod Aco Todorović, Ana Mezga, Milan Makuc, Dare Bubanja, Ilija Ivanović, Ali Beriša, Mirjana Učakar, Dragan Dabčević. Med zadnjimi nas je pretresla tudi tragična smrt Zorana Tešanovića decembra lani, ki je živel zaradi izbrisa v Gornji prikolici v Stegnah na robu Ljubljane. Po izbrisu je životaril v centrih za tujce, v čakanju na stalno pribavališče ali tuš, ki bi mu omogočil domsko oskrbo, je v prikolici v Stegnah požaru zgorel decembra lani. Žal. Hvala vam za vašo pozornost, za naklonjenost in želim, da se kaj takšnega, kot se je zgodilo pred 30 leti, nikoli več v Sloveniji ne zgodi. Hvala vam za pozornost in srečno. Pa še za na konec, seveda,
da ne bo tako v žalostnem duhu vse skupaj. Zlatko, izvoli, Mekanič, oder je tvoj. Hvala lepa. Dame in gospodje, jaz sem se odločil, da prireditev končam zelo na kratko. Odrepal vam bom en komad, potem pa gremo skupaj odprt ta čudovit spomenik. Jaz sem zelo ponosen na njega. Skratka, Rok ni umrl, Rok živi naprej. Moj oče je delal v Rogu, moj stric je delal v Rogu in danes nekdo drug dela v Rogu in Rog je treba podpirati, to je moje mnenje. Jaz imam 5 otrok in se že veselim obiska različnih delavnic. Prvič za narod, drugič za svobodo. Tretjič gre za zdravje, zrak in čisto vodo. Ceni to, kar imaš, bodi vesel. Nekdo v sebi dal, da to isto bi imel. Svobodo govora, možnost izobrazbe, izreč glasno svoje misli ob spremstvu glasbe. Ona je tista, srca odpira, nas druži vse, zidove podira. Govori iskreno, izpolni obljube, ne pljuvat, bodi sonce, sveti na druge, luč v temi, seme v zemlji, rešitev med problemi, drugačen med vsemi. Doma je najlepš, vsi smo ljudje, po urah bije na konc šteje čisto srce. Hvala lepa, upam, da ste uživali, pa se bomo predali. Čestitam. Ampak enkrat hvala. Da igraš on Pop TV. Da igraš on Pop TV. Dobro, imamo dobar Italijani. Boš kaj povedal za Amnesty Vuk? Rodil sem se kot zelo mlad človek v revni bankirski družini. Nimam kaj za dodati, vse je povedano. Pa tu je tudi vse povedano, ne? O, ja. Ja, tle je treba jesti pa piti, okej. Okay. Hvala.
Hvala ti. Kaj boste podolo položili? Kaj boste naredili? Kaj? To bo spet kader za 20 centimov. To ste pa gremo naredili, da je za popesti. Kam? Ne vidiš? Ja. Čist malo 5 centinov, če greš nazaj. Tako ja. Ja, veš kaj, kaj nas... Jaša nas je pozval. Ko? Ja, vse je v redu. Kadr si. Mladi kolega. Kauze? Jest, mam. Tole je bolj pametno, da naredilo da reklame. Daj, naredi, kolega. Kam vele bomo tudi jaz to. Ja, kao bi bilo, spet te golobine. Vsaj en pridejo. Prej smo gledali neki. Glej, to bo fotka leta. Ja. Zelo. Videl, ne vem kako sem ga. Videl, ne? Ja. Sem že takrat, ko sem se fotkala. Evo, dame in gospodje, prosim za en trenutek. Včast mi je, da je na moji levi strani gospod Boris A. Novak, ki nam bo prebral par svojih pesmi in Boris je v bistvu tudi razlog, da jaz nisem mogel držati vedno jezika za zobmi, ker sem vedel, da nisem usamljen vsemu temu, kar nas je doletel. Tako da Boris, izvoli. Hvala. Enako je vaš. Irfan Kreširovič, ko je rekel, da to ni spomenik, ampak je opomnik. To pomeni, naj se ta sramota in ta tragedija nikoli več ne ponovi. Bil sem med tistimi umetniki in intelektualci, ki smo pomagali izbrisanim boriti se za njihove pravice. In prebral vam bom 3 pesmi v tej zvezi. Prvi 2 sta nastali prav takrat, pred 20 leti, ko smo denimo na Tromostovju organizirali zborovanje pod naslovom Izbrisani smo naši. To je bilo zborovanje proti referendumu, ki ga je celo Državni zbor sprejel in na krilih katerega je nato Janez Janša zmagal na volitvah čez nekaj mesecev. To je pesem, ki je nastala v tistem času in je objavljena v zbirki Obredi slovesa. Izbrisani. Najhuje se je posloviti in ostati v istem mestu, na isti cesti, v isti hiši,
obstati pred zaklenjenimi vrati, zamenjano ključavnico, nečisti, nevidni sosed. Človek brez pravice do sebe, tujec sredi hrupne množice. Vsi vedo kako, on ne. Ne pozna resnice in ne zna prestopiti čarne krožnice. Čeprav doma vsi pravijo, da je na tujem, izgnan globoko vase, kjer potuje. Notranja emigracija je strašna veda. Morda bo treba stran, morda bo treba dokončno izpod sence tega žleba. Morda ta meja ni tako visoka, morda na drugi strani čaka roka. Tam bo vse to nekoč na glas povedal. Njegov je molk, njegova je beseda. Strah pred vrnitvijo. Edina stvar, ki mi še brani iti stran, je strah. Strah pred vrnitvijo. Bojazen, da bo pogled nazaj še bolj porazen, kot je pogled naprej. Da bo še bolj razdejan ta svet. Da bo ta zrak še bolj postan. Da bom po starih ljubih cestah blodil blazen, raztrgan med ljubeznima, ki teč narazen. Izbrisan z vseh seznamov živih, na smrt ne znam. Da se bom zjokal zaradi izgubljene vire v mali, topli, varni kot spomina, kjer znanci dihajo skozi kožo. Da bo mire mojih besed jemala mrzla domovina. Da bom spoznal, kako je moj edini dom selitev. Kako je od slovesa težja le vrnitev. Zdaj bom prebral pesem, ki je zame čustveno najtežja. To je elegija za Aleksandra Aso Todorovića, s katerim sva sodelovala. Enkrat so naju poskušali pretepsti v Ljubljani. Na premieri predstave Olivera Frljića 25.671 v Prešernovem gledališču v Kranju sem ga zadnjič videl in takrat je žarel, je blestel, ker je imel občutek, da je s to predstavo simbolično problem izbrisanih na Slovenskem tudi čustveno urejen. Na to me je poklical čez čas in me vprašal, če sem pripravljen pričati, da so naj enkrat napadli v središču Ljubljane. Sem rekel, seveda sem pripravljen, vendar se nikoli več nisva srečali. Pesem, ki vam bom prebral, sem vključil v svoje vrata, nepovrata, v tretjo knjigo Bivališča duš, ki je zastavljena kot potovanje z ladjo, ki ima v podpalubju celotno peklensko zgodovino in v to peklensko zgodovino sem na to v 7. klet, kot v Dante okrog pekla, vključil tudi izbrisan. Naslov tega 27. speva je 7. klet, izbris in digitalni zapis. Začne se z verzi. V 7. kleti so na smrt zakleti
sebični, ravnodušni birokrati. Ne s puško ali nožem, oni z vrati, predpisi, podpisi in izbrisi zapirajo življenja drugim in drugačnim. Ne gane jih otroški jok, pravičniške morilce čistih rok. Na to sledi dramski prizor, v katerega sem vpletel tudi Acotovo zgodbo birokratskih težav, ki jih je imel zaradi tega, ker ni mogel uveljaviti pravno pravice do svojega imena kot očeta svoje hčerke Aleksandra. In potem je tale postscriptum mrtvemu soborcu Vilanela za Aleksandra Todorovića, ustanovitelja Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije. Aco, Slovenija je tudi tvoja domovina, zate ledena. Naj bo tvoj ta spev boleč in čist, čeprav prepozno, že v smrti pod prstjo spomina. Izbrisali so te kot kriminalca potepina, preluknjali osebno in vozniško potni list. Aco, Slovenija je tudi tvoja domovina. Lenjinska čepica in bradica, vmes pa toplina, ki zre skozi lenonsko okrogle leče. Zmagal si, čeprav prepozno, že v smrti pod prstjo spomina. Na dnu sramu, ko je izbris prekrivala tišina, si krhek vstal in zdržal podel skrit strupen pritisk. Ker Slovenija je tudi tvoja domovina. Pripravili so te do prostovoljnega pogina, odkoder se jim podlim pravičnikom režiš v fris, čeprav prepozno, že v smrti pod prstjo spomina. Pravica do imena je krvava dediščina, ki jo zapuščaš hčeri kot temačen obelisk. Aco, Slovenija je tudi tvoja domovina, čeprav prepozno, že v smrti pod prstjo spomina. Zdaj pa, če bi rekel, če kdo kakšen kamenček položil, ostalih je še kar nekaj, tako da izvolite. Thank you.